Čau! Danes govorimo o sesalcih in kako izbrati pravšnjega. Špica! Tako, sesalci so stvar, ki jo res vsakdo potrebuje. Vsi tudi vemo, da na trgu obstaja milijon različnih sesalcev, ampak to hkrati tudi pomeni, da lahko z malo premisleka lahko najdeš čist pravšnjega zase. Imamo torej take na kabel, pa robotske, pa brezžične, pa s HEPA filtrom, pa vodnim filtrom, take za 1000 evrov in tako naprej in tako naprej. Tukaj okrog mene je 6 zanimivih modelov, ki se mi zdi, da se jih splača malo bolj podrobno pogledati. Dajmo začeti kar s temle. To je iRobot E5158. Najbrž vsi vemo, da govorimo o robotskem sesalcu. Ti so pravšnji za vse, ki bi radi, da vam delo opravi nekdo drug. Ziher sem tudi, da je dosti takih nejevernežev, ki ne verjamejo robotskim sesalcem, da so pač premalo močni, premalo zmogljivi, ampak tovrstni premijski modeli res dobro delajo. Tale recimo za čiščenje uporablja kar 2 krtači. Čeprav je v krogu, poberemo mazanijo tudi po robovih oziroma kotih, ker ima tako metlico, ki seže izven njegovega ohišja. Tale ima tudi napreden senzor za zaznavanje mazanije, torej ker jo zazna, da je več, se pač tja napoti hitreje in bolj intenzivno tam spuca tla. Zmogljiv motor in velika kolesa mu omogočajo, da se splazi tudi na bolj debele preproge in tam opravi svoje delo. Hkrati pa lahko njegov predalnik z umazanijo preprosto vzamemo ven in speremo pod vodo. Ta zadeva se recimo vsak dan pržge, pravi svoje delo, se pospravi in vi se domov vrnete v čisto stanovanje. Kaj češ božga? Naslednji sesalc se skriva v bistvu za mano. Dyson V8 Animal Plus. Tale Dyson sesalc je res ena prava žival. Gre torej za pokončni baterijski sesalnik, ki je dejansko zelo zmogljiv. Brezžični sesalniki vemo, kakšni so bili včasih. Nikoli se niso mogli glih dobro primerjati s tistimi navadnimi klasičnimi, ampak tehnologija zdaj je res že zelo napredovala in take avtonomne zadeve so hkrati tudi zelo zmogljive. Če nič ne veste o podjetju Dyson, ne rečem samo to, da imajo oni 9000 patentov za razne dodatke tudi v avtomobilistični industriji in ko oni naredijo izdelek, ga naredijo res, rečemo temu, proper. S tem lahko se samo 40 minut na polni zmogljivosti, brez da bi postopoma izgubljali moč. 7 minut pa se ga lahko porablja na max nastavitvi, kar pomeni, da omogoča globinsko čiščenje resmo nekih debelih preprog ali česa podobnega. Zadevščina je sploh super za preproge, kot sem rekel, zaradi tele krtače, ki jo ima tale ščetka. Tale zadeva ima res napreden HEPA filter, ki ne dopušča, da bi delci odšli nazaj v prostor. In predvsem zelo je lahek. Zadevca tehta samo 1,7 kg. Naslednji. Philips PowerPro Aqua. Evo, spet imamo pokončni brezžični sesalnik. Posebnost tega pa so 3 načini čiščenja. Prvič, zadeva čisti brez vrečk in je primeren za vse vrste tal. Drugič, pazi to, zadeva zelo hitro postane ročni sesalnik in ga lahko uporabiš za vsa bolj delikatna opravila in bolj delikatne kotičke. In tretjič, sesalci ima sistem za pomivanje tal. Ja, zelo praktična zadevščina. Tukaj notri je 3-slojni filter, ki se ga lahko pere. Ta zajame več kot 90% prašnih delcev in alergenov. Meni je všeč, ker je lahek in okreten. Za pritrjevanje tega pralnega nastavka ima magnete. In tale pralni nastavek zna samodejno smiselno določati količino vode, ki je potrebna, da se tla počistijo. Njegova baterija omogoča do 1 ure čiščenja na polno in zaradi vgrajene motorizirane krtače tukaj spodaj je primeren tudi za preproge. Tako, naslednja znamka, ki pride na vrsto, je Bosch. Tole je Bosch Unlimited in meni se zdi tale sesalnik še najbolj primeren za nekega moškega. Zelo pogosto se ga opisuje kot nek revolucionarni sesalnik in namig za to se v bistvu skriva že v njegovem imenu, Unlimited. Zadeva ima namreč 2 bateriji. Ko ti sesaš, porabljaš eno, druga se ves čas polni in tako se cikl nadaljuje v nedogled. Unlimited. Torej temu sesalniku energije nikoli ne zmanjka. Te baterije pa lahko uporabljaš tudi z drugimi Boschevimi napravami, rečemo Bosch Bohrmaschine, kar je pa sploh super informacija. To je torej eden redkih brezžičnih sesalnikov, ki odstranjuje to omejitev brezžičnosti. Tale sesalci ima zelo kakovostno krtačo, katero lahko čistimo vse vrste tal, ima en kup nastavkov. Tukaj imaš turbo gumb za malo ekstra boosta. Kot vidimo, zelo enostavno postane ročni sesalnik za bolj delikatna opravila. A ja, s posebnimi nastavki lahko čistimo tudi zavese in oblazinjeno pohištvo. Ne bom niti izgubljal besed, da se tukaj noter skriva napreden filter, ki s tem sistemom omogoča, da prašni delci ne letijo vse povsod po prostoru, ko zadevo odpremo. V bistvu je tako dobrešen, da ga niti ni treba prati. Temu se reče Rotation Clean System. Tako da izgovori, da je kaj ostalo nepočiščeno, odslej odpadejo. Še enega Boscha imamo, to je ta rdeča zadevščina na moji levi. To je pravi športnik med sesalci in pazi, to dejansko se imenuje Bosch Athlete. Obstaja sicer več različic tega modela. Tale recimo je Pro Animal, kar pomeni, da je sploh še primeren za domove, kjer imate neke živali, neke ljubljenčke. To je prvi Boschov sesalnik z učinkovitostjo čiščenja 2400 vatov. To v bistvu pomeni, da je res zelo zmogljiv, čeprav je brezžični, se kosa tudi z najmočnejšimi vtičnimi sesalniki. Torej, tale mašinca lahko z lahkoto nadomesti neke
klasične sesalce, ker lahko 75 minut sesa s polno močjo, brez da bi ga bilo treba polniti. In da je tako močen, je kriv tudi tak unikaten sistem pretoka zraka, ki ga je pač Bosch razvil. Seveda je primeren za vse vrste tav, recimo parket in podobne površine sesamo na nastavitvi 1. Tukaj se krtača ne vrti. Za preostale površine pa lahko porabimo dvojko ali pa turbo, recimo za neko globinsko čiščenje preprog. In tukaj noter v temle predalniku, kjer se kopiči umazanija, je celo senzorski nadzor, da nas sam opozori, kdaj je zadeva polna in jo je potrebno sprazniti. Potem ima doživljenjski pralni filter, ima samo 3 kilce, torej je lahko kategornik v težki kategoriji čiščenja. Pro Animal med drugim pomeni to, da lahko krtačo enostavno vzamemo ven in jo očistimo dolgih dlak, ki jih puščajo psi ali pa tvoja punca. Pa ne dlak, las seveda. Hkrati pa ta model pride še s posebnim pasom, da si ga lahko prtamo na trup in se tako lažje premikamo recimo po nekih foteljih ali pa sedežnih garniturah. Je torej zelo učinkovit, zelo enostaven za rabo, trpežno zgrajen in to so pač stvari, ki jih Bosch zna zelo dobro narediti. In na koncu še nekaj bolj klasičnega. Tale malček se je tlele skrival. Tole je Electroluxov Ultra Silencer Green. Zdaj, na prvi pogled zgleda kot en klasičen sesalc, ampak temu ni tako. Namreč, njegovo ohišje je 55% narejeno iz reciklirane plastike. Ob koncu njegove življenjske dobe pa je celo zadevščino moč reciklirati do 92%. To pomeni, da je to okolju res eden bolj prijaznih sesalcev, če ne naprav nasploh. Torej, mislim, da je med drugim jasno, da gre to za klasičen sesalec, ki se ga z pomočjo kabla vtakne v elektriko, je pa ta veliko bolj varčen, kot so njemu podobni. Prihrani namreč 65% energije v primerjavi z nekimi podobnimi sesalci, oziroma rabi polovico manj energije, kot jo rabi nek klasičen 2100-vatni sesalnik. Pri tem učinkovitost sesanja nič ne trpi. Kar je meni všeč, je to, da je ta zadevščina ekstra tiha. Zato skrbi Silent Zen sistem. Tukaj notri je namreč pretok zraka optimiziran, da je delovanje bolj tiho, ima tudi nekakšen lebdeči motor vgrajen noter, tako da ne trese in ne oddaja vibracij. V bistvu je to najtišji tovrsten sesalec na trgu in hkrati omogoča, da se lahko med sesanjem normalno pogovarjamo z nekom v prostoru. Kar vemo, da pri klasičnih sesalnikih to ni mogoče. In po pričakovanjih zadevščina uporablja vrečke, kamor se umazanija nalaga. Kaj je največji plus tega, z izjemo Boschovega Unlimited brezžičnega sesalnika? Torej to, da je konstantno priključen v elektriko in ti ni treba skrbeti, kdaj se mu bo baterija izpraznila. Cena približno 250 evrov. Ja, takole, zdaj smo šli skozi 6 različnih sesalnikov, ki so primerni za vse vrste podlag in različne tipe uporabnikov in tako naprej. Po mojem mnenju so brezžični sesalniki res zelo napredovali, tako da jih brez slabe vesti lahko nabavite in vam ne bo žal, da so prešibki ali karkoli podobnega. Tako da ja, upam, da vam bo zdaj izbira nekoliko lažja, da nekoliko več veste o sesalnikih, res jih je milijon na trgu in to je to za ta video. Hvala za pozornost, lajkajte, subscribite, se vidimo kmalu. Čau!